Dober večer in prav lep pozdrav voščim, dragi ljubitelji slovenskega nogometa. Lep pozdrav še z komentatorskega mesta štadiona z Dežele, kjer smo oddaljeni nekaj trenutkov od tekme 33. kroga prve lige Telemach. Štajerski derbi je pred nami med Celjem in Mariborom. Zdaj dobra podaja Krničnika. In zaraz mimo vrat Bobičanec, ostaja 0:0, prva res lepa priložnost. Prečna podaja na odlično. Lepa poteza, tu je priložnost za Celjane, sprožil je Matko, Maribor v bloku, pa potem Kovcer daleč. Maribor na lestvici, 1:0, strelec pa Vuklišević. In tudi tokrat, kot kaže, no, ali je to bolj priznan? Ja, je pokazal na sredino. Najprej ne. Ja, najprej. Ampak gledali smo Vukliševića že prvi skok, zdaj bomo videli, kako sam je ostal, potem je samo praktično Bergsen rešil nemogoče. Ja, kakšna obramba. Tako obramba, ampak poglejmo situacijo. Vuklišević na 5 metrih popolnoma skoku sam. Ne vem, sicer podaja v sredino, Maribor do priložnosti, Božič do strela, pa ostaja. Konstantno so v večjem številu na strani Celjani. Visoka podaja v skoku in zadev je Vipotnik. Izenačenje v Celju. Kako malo potrebuje Žan Vipotnik, v kakšni formi. Prva žoga dejansko za Vipotnika in premaganje Matko Obradović, 1:1. Ja, prej smo govorili o individualni kakovosti. Maribor je bolje vstopil v drugi polčas. Nič kaj strašnega, pa vendar govorila smo o tem, da ne gre pozabljati na Maribor, na te priložnosti, da imajo. Pa vendar sedaj prihaja obdobje, ki verjetno tam nekje do 70 minut, ki bo zaznamovalo kar več. Milec, krasna podaja Milca, tu je priložnost spet in ostaja 1:1. Kakšen strel. Ampak hitro se lahko stvari seveda spremenijo in obrnejo na glavo. Matko je lepo utekel, morda priložnost za Matka. Matko, krasno Matko, žoga je v mreži. Matko, strelec zadetka, Celjani še drugič vodijo. Tako je, Matko potrjuje svojo formo, odlično je vtekel pred Guerrika, poglejmo si počasni posnetek. Kako se je tudi ogradil, ni dopustil čuvaju, da bi ga nekako zaustavil, prišel do več prostora in potem res mojstrsko. Prišel v 16-metrski prostor pravilno, prišel pred obrambnega igralca. Matko, spet izjemno spretni Aljoša Matko, ki preigrava, tu je še vedno Matko! 3:1, kakšna velemojstrovina Matka in tekma je odločena. Odločen je štajerski derbi, Celjani bodo danes prehiteli Maribor na lestvici. V kakšni formi je Matko, res neverjetno. Dolgo časa se je nekako lovil, ampak ujel zdaj vrhunsko formo. Tako je, to odlična poteza. Dolgo smo omenjali, da manjka zadetkov podaj, predvsem pa zadetkov. Sedaj pa že na drugem srečanju zaporedoma z 2 zadetkoma. Roman Pilipčuk in Darjan Matić, iskrene čestitke za zmago na štajerskem derbiju. V taboru Maribora so bili jasni, Celjani so bili boljši, zmaga je čista kot solza, verjetno z trenerskega vidika ni pripomb. Ну, прежде всего, хочется поблагодарить ребят за проделанную работу. Najprej bi se zahvalil fantom za oddelano delo. Поздравить наших болельщиков, которые пришли нас сегодня, поддержали, они заслужили эту победу. Tudi navijačem bi se zahvalil, tistim, ki so danes prišli, tudi oni so si zaslužili to zmago. Но то, что касается игры, да, наверное, мы выглядели сегодня более целостно, мы забили больше, чем 2 мяча и заслуженно победили. Kar se tiče tekme, ja, nekako celostno smo zgledali boljše in zabili smo te gole in zasluženo zmagali.
Pred tekmo smo govorili o prekinitvah, pa sta se malce nasmehnila, da morda Mariborčani pretiravajo. Udarili ste točno na ta način, se pravi, je plan v popolnosti uspel. Перед игрой говорили о стандартах, мы как-то посмеялись, но мы забили первый гол стандарта, наверное, план на игру успел. Ну, я так понимаю, наверное, он знал, что произойдет с нами и стандарт, и гол Випотника, поэтому хотелось бы следующую игру его тоже здесь видеть. Zgleda, da si vedel, kaj se bo dogajalo na tekmi, zadev si naš gol s kota, tako kot gol Vipotnika in želel bi te videti naslednjo tekmo tukaj. To je malce za šalo, zdaj pa gremo za res. Ste na drugem mestu, zdaj ste sami odvisni od sebe, če ga želite zadržati, je to zdaj prednost ali bo to pritisk za fante? Идем на втором месте, сейчас мы зависим сами от себя, это для нас это как бы преимущество или как... Ну, наверное, сегодня отдохнем, об этом думать не будем. Мы все равно понимаем, что я говорил уже не раз, что команды уровня Горицы, Табор, Сажаны нам даются очень тяжело. Поэтому я не думаю, что следующая игра будет легче, чем та, что была сегодня. Prvo danes se bomo spočili, ne bomo razmišljali o tem, ampak kot sem že govoril, ekipe kot so Gorica, Tabor, Sežana, nekako težko igramo proti njim in naslednja tekma ne bo nič lažja, kot je bila ta danes. Hvala lepa in še enkrat čestitke. Hvala, čau, se vidimo. Damir Krznar, zadnji štajerski derbi sezone, prvi poraz proti Celju. Danes je Žan Vipotnik že rekel, zasluženo smo izgubili, Celjani so bili boljši. Apsolutno čestitke Celju na boljoj igri koja je okrunjena i sa 3 boda. Prvo povrijeme je presudilo u smislu da smo mi jednostavno bili prespori. Prespori u fazi napada, prespori u fazi obrane, prespori na reakciji kod tog odbijanca, kod kornera i gdje smo otišli u minus. Drugo povrijeme ne mogu reći dobar start, dobro krenuli, izjednačili. I mislim da je onda ona prečka Vipotnika prelomila utakmicu. Mi tu jednostavno mogli smo otići u prednost, pitanje šta bi tada bilo. Ovako primili smo drugi gol, nakon toga više nismo uspjeli spojiti nešto suvislo da bi ugrozili. Gol Celja, na kraju njihov treći gol kad smo već otišli u maksimalni rizik. Pred tekmo sva se pogovarjala o celjskih nevarnostih, o prekinitvah. Verjetno vas to najbolj boli oziroma ste zaradi tega najbolj jezni. Ravno na ta način ste prejeli prvi gol. Točno tako. Znali smo to i pokušali smo se braniti od toga, pripremati i opet je prošlo. Jednostavno to je kvaliteta Celja. Jednostavno oni svakoj momčadi upute 3-4 udarca iz prekida. Nekad to zabiju, nekad ne. Danas nažalost našu, a na sreću njihovu jesu. Zdaj prihaja morda eden ključnih tednov sezone, najprej Mura, pa čez teden dni spet na tem stadionu. Veliki finale pokala z Olimpijo. Bil je kar dolg sestanek po tekmi. Kako zdaj dvigniti fante? Pa nije to lako, definitivno. Očekivali smo puno više, očekivali su i oni svaki pojedinačno od sebe. Jednostavno danas smo bili spori. Da li je to razlog, možda i težina nekakva, možda i tempiranje forme, možda i malo pretjerali s obzirom da smo imali 2 regeneracijska dana, jučer malo odradili ipak ozbiljniji trening da se pripremimo za ovu utakmicu. Tu ću ja malo i baciti krimen na sebe. Sve je moguće, ali napravit ćemo naravno ozbiljnu analizu i vidjeti, ali to je gotovo, to je završilo danas, moramo se već okrenuti Muri, tražiti nova 3 boda već protiv Mure. Nismo se još uvijek oprostili od 2. mjesta i nećemo, definitivno ne. Naravno da nam je pokal sada puno bitniji, ali želim ih protiv Mure ko da je finale svjetskog prvenstva. Najlepša hvala. Celo sezono ste čakali, da premagate Maribor na štajerskem derbiju, uspelo pa je na najbolj pomembni medsebojni tekmi. Ja, sigurno, vsi vemo, kaj ta tekma danes prinaša, tako da trenutno smo na drugem mestu, to je bo tudi naš cilj in upam, da bo tako ostalo do konca sezone. Od prve minute ste pokazali, da danes želite zmagati, imeli ste pobudo od prve minute posest, tudi v tem drugem delu se je Maribor tudi prebudil. Ja, sigurno se je bilo tudi normalno, da bo tudi oni, kako bi rekel, vzeli žogo več v svoje noge in probali tudi oni, ampak smo, kako bi rekel, dobro stali v tem bloku in izkoristili naše šanse. Vidi se tudi takole po tekmi, da je zdaj v slačilnici prisotna samozavest, optimizem, potem ko ste bili Celjani nekaj časa na udaru kritik, zdaj pa v finišu sezone izjemne predstave. Ja, sigurno, kako bi rekel, vsaka nova ekipa, mogoče to treba malo dlje časa. Res, da smo, ne vem, kako bi rekel, sestavili neko ekipo igralcev, ki so bili prej v svojih klubih vsi neki ključni igralci in zdaj vsi od nas pričakuje neke dobre rezultate, ampak upam, da bomo tudi prikazali to.
Kaj pa za vas osebno, 2 izjemna zadetka proti Mariboru, je zdaj vse skupaj še nekoliko slajše, če zabiješ bivšemu? Ja, sigurno, vsakega gola se veselim, ni važno, kdo je nasprotnik. Najlepša hvala. Hvala. Zadnji štajerski derbi sezone, pa poraz verjetno na najbolj pomembni tekmi v tem letu proti Celju. Zdaj ni več vse v svojih rokah. Kakšni so prvi vtisi po tem dvoboju? Pa res je, občutki so zelo slabi. V tekmo smo šli katastrofalno, bi lahko rekli. Tako da ja, nismo si nadejali tega rezultata, ampak po današnjem prikazanem si nismo zaslužili zmage. Tako da zdaj nam preostane pokal in prvenstvo do konca. Moramo iti vsako tekmo na polno, nismo več odvisni sami od sebe, ampak ja, moramo čakati svojo priložnost. Kljub vsem težavam v prvem polčasu, kot ste rekli, pa v drugem delu vsaj napadalno gledano več akcij, tudi več kombinatorike, hitreje izgledalo vse skupaj, šepala pa je obramba. Pa ja, bilo je za pričakovati, Celje je vodilo, nismo mogli zadeti, kar nam je tu uspelo, ampak smo pol hitro prejeli zadete, kar je nedopustno in mislim, da moramo pa veliko popraviti. Tudi vaš zadetek, nov zadetek, ki pa verjetno ima precej grenak priokus. Pa res je, kaj da rečem, dal sem gol, ampak ne šteje nič, bi lahko rekel, tako da, ja, ne vem, kaj da rečem. Čez teden dni še enkrat na tem stadionu, takrat bo verjetno vse skupaj še bolj napeto, še bolj pestro in verjetno tudi z vaše strani še pomembnejša tekma. Pa ja, do takrat najprej še Mura, potem pa gremo šele na pokal, tako da ja, moramo iti tekmo po tekmo. Vsako tekmo treba dobiti in bomo videli, kaj to prineslo. Najlepša hvala. Hvala.